Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. Kakšno jutro smo mi dobili danes. Zdaj, če povzamemo tisto, kar smo povedali včeraj, sem namreč opozoril na tole skrito medvedjo divergenco na 15-minutnem časovnem intervalu. In poleg tega sem opozoril tudi na to, da so se začele nabirati dolge pozicije, kar lahko vidimo preko tega indikatorja. In seveda, rezultat na račun tega je bil očiten. Dobili smo še en kar globok padec, trenutno se nahajamo na okoli 70.000. In zdaj bo treba videti, če bomo mi slučajno od tukaj dobili kakšen odboj. Nekaj se je že začelo pripravljati, ampak smo se nazaj spustili dol. Poleg tega tudi tole sem opazil tukaj. Očitno smo naredili tudi dvojni vrh. In tukaj smo imeli neckline mejo, ki smo jo izgubili. Kaj bi zdaj lahko pričakovali? Lahko gremo mi testirati tole mejo kot odporno. Ni pa mus, da gremo mi tole zdaj testirati in pa da smo potem zavrnjeni. Zakaj? Trg je trenutno kar precej šibek in mi tukaj spet delamo skrito medvedjo divergenco. Torej, če označim tukaj vrh, in tale vrh imamo v bistvu že višji vrh, medtem ko gibanje cene pa ima vrh in pa, kar precej nižji vrh. Ampak še vedno ostaja možnost, da mi gremo testirati tole mejo na okoli 72.500. To bom jaz zdaj zbrisal, da ne bomo imeli tako zelo popisan, načičkan graf. Zdaj, kaj bi jaz gledal tukaj za bike? Če se slučajno pojavijo, bi jaz za njih gledal, da mi prebijamo tole mejo, tole neckline mejo. To bi bil že en dober znak, ampak jaz bi želel, da gremo še višje, preko teh dveh vrhov, naredimo na njih podporo in seveda rastemo naprej gor. Tako bom označil jaz še tole mejo za bike. Ampak, glede na to, da mi tukaj delamo skrito medvedjo divergenco in da so se že nabirale dolge pozicije, sicer ne kar se tiče Bitcoina, ampak kar se tiče Ethereuma, ki ga bomo tudi malo kasneje pogledali, je tukaj potencial, da gremo še naprej dol in tarča bi bila na tam nekje 68.000. Ampak najprej moramo seveda tukaj, kjer imamo trenutno neke vrste odboj, videti, dokot bo segal tale popravek. To bom tudi zbrisal, da bomo imeli čim bolj tak čist graf. Dajmo si pogledati še enourni časovni interval. Tukaj sem opazil, da imamo eno trend linijo, od koder mi neprestano dobivamo odboje. Zdaj, vprašanje je, koliko časa bo tale trend linija še zdržala in seveda spet je tukaj tale meja, kjer smo se zadrževali in točno to mejo smo označili tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu. In kot sem že povedal, če dobimo odboj, bi jaz gledal tole mejo. Trenutno smo na 70.000, 71.000. Tole mejo bi gledal 72.500. Kaj bomo mi tukaj dejansko naredili? Kar se tiče dolgih pozicij, Ethereum je že prišel sem gor v prekupljeno območje.
Bitcoin se počasi spet nabira, ampak bo treba počakati in videti preko dneva, če bomo dobili isto situacijo kot včeraj. In to bi bil potem tudi seveda jasen znak, da bomo mi nadaljevali s padanjem. In kot sem rekel, tarča bi bila na okoli 68 tisoč. Zdaj, dokdaj se bo tole nadaljevalo? To se bo nadaljevalo vse do takrat, ko bodo ljudje iskali dno. Kar jaz hočem videti tukaj je popolni obup. In šele takrat se lahko pričakuje preobrat, da bi začeli hoditi gor in seveda pobirati tudi vse tele likvidnostne meje, ki smo jih prej označili. Vse do takrat, dokler bomo videli majhno rast in potem, da ljudje grejo takoj v dolge pozicije, vse do takrat jaz enostavno ne morem postati pozitiven in spremeniti mišljenja, da bi morda lahko dobili kakšen preobrat. Torej, kar se tiče Bitcoina, smo trenutno rekli tarča 68 tisoč, dajmo mi zdaj pogledati, to me je odjavilo, dajmo mi zdaj pogledati tukaj še Ethereum, kjer smo včeraj izpostavili tole zgornjo trend linijo, od katere smo se zdaj že kar nekajkrat odbili. Ja, tudi včeraj smo, mi tukaj vidimo, so se najprej pri Ethereumu začele nabirati dolge pozicije in potem se mu je pridružil še Bitcoin. In kar je sledilo, je bil seveda kolaps. Kar en velik padec in tukaj smo tudi označili tole mejo podpore, ki smo jo zdaj dosegli. In tudi Ethereum, kot lahko vidimo tukaj, je naredil dvojni vrh. Tako. In njegova neckline meja je na 2115. Zdaj, Ethereum morda malce boljše izgleda kot Bitcoin, ampak bo treba videti, kako se bo zdaj tole izteklo. Zaradi tega, ker trenutno se nahajamo točno na tej njegovi neckline meji in za bike bi vsekakor gledal, da mi tole mejo zdaj prebijemo in naredimo višji vrh kot te dva tukaj in seveda podpora in potem rast naprej. Tako da to bo vsekakor še za videti, ampak tudi Ethereum, poleg teh dolgih pozicij, kot nam kaže ta vijolična črta, dela tukaj skrito medvedjo divergenco. Tukaj imamo vrhove praktično na isti višini, morda še nismo ravno tam, za lasek nam manjka, medtem ko tukaj pa delamo seveda zelo očiten vrh in pa nižji vrh. Tako da tudi Ethereum bi lahko podlegel nadaljevanju padanja. Ampak, ja, kot sem že rekel, treba bo počakati, da se vidi, kako se bo razvijal še naprej tale dan. In tudi tukaj na enournem časovnem intervalu imamo zelo jasno trend linijo navzdol in tudi tukaj se nam pojavlja tale trend linija, od katere smo se odbijali. Zdaj, kaj nam to dela? Tukaj imamo zdaj padajoči, razširjajoči klin, ki je ponavadi bikovski vzorec, ampak problem je, da na takih nizkih časovnih intervalih ponavadi pride tudi do lažnih signalov. Nižji kot je časovni interval, večje možnosti, da pride do lažnega signala. Tako da jaz trenutno temule vzorcu ne posvečam dosti pozornosti. Je pa
tole tukaj, mislim, da bi to lahko držali. Ja, po mojem mi zdaj delamo bikovsko divergenco. Ja, lahko bi se reklo nekako tako, ampak trenutno ne bom označeval, bo treba videti. Zdaj tudi, kar se tiče enournega časovnega intervala, vidimo tukaj, spet ljudje nabirajo dolge pozicije. In kot sem rekel, dokler bomo imeli tako situacijo, da bodo ob vsakem dnu in čim se cena malo poviša, da bodo ljudje kar leteli notri, zdaj to je to, da lovijo dna, do takrat jaz ne vidim možnosti za preobrat. Kar hočem videti, kot sem že omenil, je totalni polom, totalen izbris kakršnega koli upanja, in da začnejo razmišljati ljudje čisto obratno. Torej, da bo v bistvu kripto padal še naprej in še naprej, torej totalni obup, in da začnejo loviti vrhove. Torej, točno obratna situacija, kot jo imamo trenutno zdaj. Torej, da začnejo nabirati šorte ob vsakem vrhu, ki ga dobimo. Tako, to je trenutna tehnična analiza, vsekakor bomo to spremljali še naprej, tako da ne se mi pozabiti pridružiti še v jutrišnjem liveu, in pa seveda, če slučajno gledate tale posnetek kasneje preko YouTubea, kar komentirajte spodaj, kaj si mislite o tej tehnični analizi. Ali se strinjate z mano, da bomo padali še naprej dol, ali pa se ne strinjate? In zelo me zanimajo vaši argumenti, če mislite morda nasprotno. Seveda ne se pozabi tudi naročiti na moj kanal in pa všečkati tega videa, kar tudi zelo pomaga. Tako, jaz vam želim še en lep dan naprej, imejte se fajn, kolikor lahko, kot nas, mislim, razlog je tukaj, ker nas je tole jutro kar lepo oziroma grdo presenetilo. Torej, lep dan in se vidimo na naslednjem liveu jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.